Gradbena dela se bodo pričela predvidoma avgusta 2018 in bodo potekala vse do septembra 2019, vendar pa odgovorni predvidevajo, da se bodo dela zaključila še pred začetkom šolskega leta, torej 31.8.2019. Projekt kot celota bo zaključen leta 2022. Najprej bi poudaril, da ta prehod prečka več tisoč pešcev in kolesarjev na dan. Ti so danes čakali pred zapornicami. Vsi ti bodo imeli zdaj neoviran dostop, se pravi izvennivojsko. Prav tako bo neoviran dostop do postajališča, ki se bo v celoti prenovilo. Gre za zelo pomembno primestno in mestno železniško postajališče, katerih bi si v Mariboru želeli še več. Se pravi, bo dobilo neko sodobno podobo z kartomati, LCD displeji, se pravi samimi zavitišči, ki jih danes tam ni. Podvoz bo poskrbel predvsem za boljšo pretočnost prometa in varnost najbolj ranljivih udeležencev. Pešci in kolesarji bodo lahko zdaj potem prehajali tudi na območje samega Evroparka preko Titove ceste, kjer so bili nastavki nadhodi že narejeni. Potem seveda gre za cestni promet. V cestnem prometu lahko rečemo, da seveda prav tako imamo preko 10 tisoč vozil tukaj na dan, ki danes stojijo pred zapornicami. Vseh teh zastojev več ne bo. Se pravi, lahko govorimo o bistveno zmanjšanih emisijah hrupa in prašnih delcev v naravno in bivalno okolje. Gre torej za večji projekt, ki skriva kar nekaj zanimivih rešitev. Dejansko smo umestili tudi dve ploščadi. S tema dvema ploščadima smo začeli prekriti cesto, se pravi zmanjšati emisije hrupa. Ponosni smo tudi mogoče na takšno zelo inovativno rešitev, ki je v Sloveniji nepoznan, se pravi, da bodo pešci in kolesarji ločeni od cestnega prometa z transparenti in da bodo usmerjeni v sam park. Se pravi, na samih ploščadih gor dobimo urban prostor, ki bo namenjen otrokom, obiskovalcem parka. Tudi pred področjem jezuitov bo nastala ena takšna krasna ploščad, prav tako na drugi strani območje Magdalenskega parka se bo, če pogledamo na južni strani, lahko povečalo tudi na drugo stran ceste in seveda tudi dostop do psihiatrije, UKC-ja bo dostopno zdaj izvennivojsko in bo celo to območje delovalo bistveno bolj umirjeno in celotno in tudi sam Magdalenski park bo dobil eno večjo kakovost. Projekt pa je pomemben tudi zato, ker bo večinski delež financiranja prevzela država. Tu se je pač pokazalo, da samo skupnim delom lahko nekaj narediš. Ni dovolj, če bi samo ministrstvo želelo, pa če ne bi mi in obratno. Tako da tu smo si tudi delo razdelili na samem terenu pri pripravi dokumentacije in potem tudi pri izvedbi oziroma pri pridobitvi gradbenega dovoljenja, reševanju lastniških odnosov na samem terenu, sosedskih odnosov na samem terenu. Tako da mislim, da je to model tudi za prihodnje. Noben ne more sam nič narediti, če postopimo skupaj, pa zmoremo vse. Morda je dobro sodelovanje z Ljubljano tudi korak k decentralizaciji države, za katero se župan Fištrvec bori praktično ves svoj mandat. Pa dobro, zdaj Maribor je na takšni strateški lokaciji, da bi država ogromno izgubila, če ne bi infrastrukturno začela mesto urejati. Res, da je bil tu en dolg, velik zastoj znotraj samega mesta z obvoznicami, podaljšek proletarskih brigad, ta podhod, ampak mislim, da je ministrstvo ima zelo realistično politiko, da je preprosto potrebno infrastrukturno Slovenijo opremiti in Maribor je del te infrastrukturne opreme. Kaže, da bo gradnja podvoza prinesla še eno korenito spremembo. Gre za hitro cesto, ki je še vedno v vinjetnem sistemu, kljub temu, da imamo vzhodno obvoznico. Jaz mislim, da bomo zdaj v času gradnje zelo hitro dosegli, da se tukaj ne bojo vinjete kontrolirale, v času gradnje pa da bo obvoznica prenešena z Darsa na državo in potem bo stvar urejena. Začetkom gradnje podvoza bo Ljubljanska ulica na odseku med Jezdarsko in Masarikovo zaprta za ves promet, medtem ko bodo kolesarji in pešci železniško progo lahko prečkali po začasno izvedenem nivojskem prehodu v Žitni ulici. Obvoz iz smeri Tabora do UKC Maribor in centra mesta bo na vzhodu potekal po Titovi in Pobreški, na zahodu pa po ulici Gorkega, ulici Moše Pijade in naprej po Ljubljanski čez Stari most. V nasprotni smeri bo v krožišču Gorkega ulice veljala popolna zapora za zavijanje levo na Jezdarsko ulico. Parkirni hiši pri UKC bosta ves čas trajanja gradnje delovali nemoteno. Jasno pa je, da bo v času gradnje na cesti potrebna velika mera strpnosti.